Shit, stari, temu sem pa jaz raven maknil. A škam se pa jaz zdaj pelem na Ljubljanski grad. Ko vej, ima tam en dogodek, pa so rekli, da ne prijem malo pogledat, pa sem rekel, okej, prijem malo pogledat. Welcome to the dawn of a new era in smartphones. Faster and more responsive. A 180% increase in the GPU performance makes pushing the limits even more enjoyable. Med drugim mi je ta telefon brez kakršnekoli zaščite takrat povozil tudi avto. Življenje hitro mine in vse kot ti ostane, je občutek, ki ne zgine. A veš, kva se je zgodil? Malo so me s kljuke snel. A veš, kako? Slišiš to? Veš? Tale Mate 9 nisem ena taka blaga nadgradnja P9, ampak je tako. Čisten samosvoj, pa zelo orang telefon. Vsaj tak feeling sem jaz dobil, ne? Ampak včasih zna biti velik razkorak med PR-ovskim, da ne bom rekel, natolcevanjem, pa med tem, kako stvari delajo pa držijo v praksi. Tako da jaz se ful veselim, da bom ta telefon sprobil na orang in pol, kot ponavad, tudi o tem poročal. Zdaj pa čas za sladko-kisle s tole Kugo. Ok, Ford Kuga, time to rock and roll. Rock and roll, baby. Ta prva sladka, ki bi jo pri tem avtu rad izpostavil, je pogonski sklop. Gre za 2-litrski dizelski motor 132 kW, to je dobrih 180 konjev, pa samodejni menjalnik, pa stalen 4-kolesen pogon. Drugače ta kombinacija tako v avtomobilskem svetu ni nič posebenega, ampak meni osebno zelo ustreza. Saj veš, kako je pri meni, ne? Razno redkih izjem, jaz mislim, da bi samodejni menjalnik moral biti tako, skoraj obvezen v avtomobilih. V tem primeru je združen s primerno količino moči, kar konec koncev pomeni tudi razmerno visoko porabo. Ford obljublja 5,2 litrsko porabo, moj povprečje je bil pa tam med 7,2, 7,3, bolj 7,4 pa 8,4 rešilc. To ni nikoli dobro videti. Odzivno 4-kolesenega pogona sem pohvalil pa že v vlogu, ker sem borderje za sabo vlekel. A ja pa še nekaj je, ne? Vsake toliko časa se mi je zazdel, da menjalnik pikico zamuja, kar je dosti nenavadno za ta Fordov izdelek, ker sem jih preizkusil že res veliko, tako da ja. Tukaj mogoče še droben področje, ki bi ga lahko še malo izboljšali. Druga ta sladke so pa vozne lastnosti, ne? Treba je omeniti, kot sem že zadnjič povedal, da se navadne Kuge za moj okus pelejo malo premehko, da so malo premalo športne. Imam občutek, da so bile prejšnje generacije malo bolj. Ta je pa, kot sem že povedal, obogatena s paketom ST-Line, kar pomeni, da je vse skupaj malo bolj čvrsto in to mi kar dosti odgovarja. Tretja ta sladka je vmesnik Sync, tudi tega sem na grobo že povzel, ampak preprosto moram poudariti njegovo, kaj pa jaz vem, učinkovitost za stvari, ki jih jaz rabim. A veš, meni je pomembno, da je hiter, da je odziven, da je glasovno uporabljanje dela, ker ga dejansko dostikrat uporabljam. A je pa občutljivost zaslona na dotik je kar v redu. Sicer se ikone malo počasi premikajo levo pa desno, ampak ko se pa dotakneš, pa delujejo točno tako, kamor. Vidiš, takole malo z zamikom se pomikajo, ampak bolj pomemben je to, da je odzivnost dobra. Veš, če se jaz nečesa dotaknem, hočem, da to dela tako, kot treba. Četrto sladko namenjam pa osebi, ki je v konfiguratorju zbrala zimski paket. Ker sam zaradi tega je tale Kuga opremljena z ogrevanima sedežema, z ogrevanim volanom, z ogrevanimi šobami za špricanje stekla po vetrobranskem steklu, pa tudi samo vetrobransko steklo je polno enih nitk, kar pomeni, da je ogrevano. In to pomaga zelo takrat, ko imaš avto čez noč zunaj, pa se gor led nabere, ne rabiš kaj dosti praskati, stisneš gumb, pa mečkam počakaš. Tako, minutka je čist dost. Zdaj, ne, moja Tina pravi, da te nitke čist vedno vidi in da jo ful motijo, ne, jaz jih pa nikoli ne opazim. Tako da, če ima kdo od vas ogrevano vetrobransko steklo, dajte mi prosim povedati vaše izkušnje, a vas nitke motijo ali vas ne motijo. Pri ta peti ta sladki pa pohvalim uporabno tehnologijo. Shit, stari, temu sem pa jaz raven maknil. Kje sem ostal pri uporabni tehnologiji, ne? V glavnem, ta avto je opremljen skup enimi aktivno-varnostnimi pa pasivno-varnostnimi sistemi, ki so tako dosti koristni. Jaz bi rad izpostavil predvsem samodejno zaviranje pri nižjih hitrostih oziroma pri hitrostih do 50 km/h, ker takrat, ko avto zazna oviro, samodejno zavre. Ta druga varianta je pa recimo ta, ne? A veš, da nosiš eno ogromno stvar, kar res rabiš obe roke? Prideš do kufra, pa vse, kar rabiš narediti, je tole. Veš? Ok, čas za kisle. A veš, glih 2 vloga nazaj sem govoril o tem, kako je Kuga spremenila svoj videz. V bistvu so jo kar dosti spremenili, ne? Sprednje luči, maska, odbijači, zadnje luči. To je vse lepo in prav, ne? Ampak jaz ne morem pomagati, da mi ne bi bila Kuga prve generacije s tistimi ostrimi potezami še vedno
Druga kisla je pa dejstvo, da je za moj okus stopalka zavore mal preobčutljiva. Veš, to se pozna predvsem pri počasni vožnji, pri parkiranju, pri manevriranju in če mene vprašaš, bi bila lahko cela zadeva mečkam bolj uglajena, ker se mi je parkrat zgodil, da sem pri zaviranju naredil. Ni to zdaj nek full big deal, ne? Jaz sem se po par 100 kilometrih na to navadil. Za tretjo to kislo sem pa odgovoren kar sam, ne? Ker sem dal Avi v roko nalepke, preden smo šli na pot, ne? Ratal je pa tole. Pa ne se pa fotor zabava s tem, ne? Valjda, ja. To je to, kar se sladko kislih tiče. Jaz tole kogo pičim vrnt, prevzel bom pa en drug avto. Hyundai i40 in to karavan. A veš, kad takole pozno domov hodim, to za družinsko življenje ni najboljša stvar. Tako da vsake toliko časa prav pride, če imam kaj v roki. Recimo danes tole. Punce bo starošče vesele, Urška, tebi pa hvala. Pa, a te lahko sam pobožam, no. Ja, lega. Ja.